Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o svetlobnem telesu. Kaj zdaj to za ena zadeva? Pač fizično telo, točno vemo, kakšno je. Pač se malo ščipneš in tako naprej in točno veš, fizično telo. Svetlobno telo pa pomeni, da imamo mi plasti okrog sebe in te plasti so sestavljene iz različnih, kot plasti atmosfere na ta način. Dejansko, tako kot Zemlja, ki ima plasti okrog sebe, imamo tudi mi plasti okrog sebe, ne? Se pravi, fizično, tako kot Zemlja, potem je pa pač plast zraka, to je avra, ki se da slikati z Kirlijanovo kamero in tako naprej. V glavnem, naše plasti, v te spodnje plasti, in vam želim pokazati, iz knjige Ko imajo duše žur, spodnje plasti, tukaj so bolj goste energije in pol je pa tukaj zlati žarek in tukaj smo povezani s svojo višjo dušo. V glavnem, te plasti, ki so tukaj noter, to fizično telo, pa to, kar nas obdaja, je povezano s tem, kar nekateri rečejo korekcija duše, nekateri pa rečemo temu karmične lekcije. In kako vemo, da imamo nekje zastalo energijo? Tam, kjer nas boli, pomeni, da ni energijskega pretoka. In ko nas nekaj špika, pri srcu, pomeni, da tam ni energijski pretok skozi. Če nas neprestano glava boli, ravno tako, ni energijskega pretoka čez glavo. Če nas neprestano križ boli ali noge, pomeni, da so spodnji energijski centri popolnoma nasičeni z gosto energijo. In zdaj, seveda, lahko verjamete v to ali pa ne verjamete, ampak izgleda približno na ta način. Se pravi, tukaj gor, če imate, skrbi, tele oblački, temne energije, pomeni, da se obesijo dobesedno ti oblački temne energije na naše energijsko telo in zmanjšujejo pretok energije. In na dolgi rok pridelamo bolezen. Mogoče poznate koga, ki je na hitro zbolel za rakom pa umrl. Zakaj se to zgodi? Pa človek bi rekel, pač življenje ni pošteno. Pa tako mlada je bila, pa kar umrla je. Kaj se učimo skozi bolezen? Vsi mi prinesemo to bombico energije, nekaj prinesemo s sabo, se pravi, zastala energija iz preteklih življenj in seveda vsa čustvovanja, ki so v tem življenju, se lahko povečujejo določeni energijski krogci. Recimo, tole so energije skrbi. In če se vrtimo, skrbi me to, skrbi me preživetje, skrbi me denar, skrbi me to, da, zdravje otrok, skrbi me varnost otrok, skrbi me, kaj se zgodi. Naenkrat postanejo takeli oblački polni okrog vas, vaše energijsko telo postane zasičeno s takole energijo. In to pomeni, ta energija je tako, kot vas bi, kot megla. Ravno tako, kot megla, ki zasenči, da enostavno ne vidiš naprej. Ni sonca, ni sončne svetlobe. Enostavno vidiš eno tako sivino. In zdaj pomislimo, tako zgoraj, tako je tudi spodaj. Vse je med seboj povezano. To piše na smaragdni tablici in ta smaragdna tablica je stara več 1000 let. In zdaj, če pomislimo, da so že živeli nekoč ljudje, ki so imeli ogromno znanja. In ta znanje se je potem preneslo naprej in seveda se je ogromno slabega vmes naredilo, sploh če gledamo zadnjih 2000 let, iz ene vojne gremo v drugo vojno. In zdaj, če mi kot duše predelujemo vojno obdobje, če mi predelujemo strah glede preživetja, pomeni, da se na nas lepijo take informacije in nas spravi iz tira. Ne vem, če ste opazili, ampak zdaj ta trenutek je občutek, da je podobna vibracija, nekako, da se dogaja podobno, kot se je dogajalo takrat, preden se je začela korona. Pač taka nesigurnost, občutek, ko ne veš, kaj se bo dogajalo, kakorkoli. Tisti, ki predelujemo vojno, in zakaj bom rekla predelujemo? Zaradi tega, ker moja generacija, se pravi ljudje, ki smo stari malo čez 50, 60 let,
Po vsej verjetnosti so naši starši odraščali ali v času vojne, so se rodili, ali pa so se rodili takoj po vojni. Se pravi, je bil ta zapis druge svetovne vojne še tako prisoten, da se je direktno prekopiral na njihovo energijsko polje. Če gremo še eno generacijo nazaj, prva svetovna vojna, pomislite, vaši stari starši so to doživeli. Zdaj, če gledamo samo te dve vojni, ki sta se zgodili v zadnjih, zdaj bomo rekli, več kot 100 letih, ampak 2 svetovni vojni, potem, če gledamo še samo osvojitev Slovenije v 90-ih letih, pa potem ta hrvaška vojna, srbska vojna in na koncu potem ta Ukrajina in zdaj ta Iran, oziroma kaj Irak, pa saj ne vem, v vsakem primeru. Ves čas se nekaj dogaja in če gledamo relativno blizu nas, to pomeni, mi vsi imamo v zapisu strah glede vojne za predelati. In seveda, zdaj lahko sami sprobate z mišičnim testom in preverite. Globoko v duši me je strah vojne. Mene ne. Strah glede preživetja, ne. Ampak mene je bilo strah, kako bomo preživeli. Strah glede preživetja. Na koncu, danes bomo naredili meditacijo, na koncu tega videa. In boste videli, kako v bistvu imamo vse na dosegu roke, ker tisto, kar je pomembno, je to, da skrbimo za svetlobno telo in da ozaveščamo svoje rane, vzorce, po katerih delujemo, da sebi oprostimo, če zaradi bolečine smo padli tudi, ne vem, v kakšno odvisnost ali pa karkoli, ampak da enostavno ozavestimo, odkot ta vzorec. Recimo, en od mojih vzorcev je bil, potrebujem potem, da sabotiram svojo srečo. Ne pomislite, pač zasvojen sistem, zasvojena sem bila s tem, da sabotiram, pa niti ne toliko srečo v partnerskem odnosu, kot sabotiram to, da bi se pokazala, da bi bila vidna. A ne? Pa boste mogoče rekli, ne, Minka, pa se ti si vidna. Ja, ampak pomislite, postavi se v svojo moč in govori to, kar čutiš, brez strahu, da te nekdo obsoja, pomeni, da nekaj moraš počistiti. In zdaj vi pomislite, da ti odpreš, ki tole poslušaš, svoj YouTube kanal in začneš javno govoriti o svojih travmah, o tem, kar si preživela in tako naprej. Pomisli, ti je tako čisto ravno, pa si rečeš, ne, to je lekcija za vse ostale in s tem bom jaz pomagala. Ali ta prva misel gre skozi tebe, ne, se bom jaz raj skrila, ker kaj pa, če me bo sosed obsojal? Jaz sem imela velike težave s tem, da me bojo obsojali ljudje, ki so seveda v mojem krogu ljudi, s katerimi sem recimo odraščala. Kaj to pomeni? Da me bojo ljudje obsojali, taki, ki se ne bojo nikdar izpostavili. Pomislite. Se pravi, sem se ukvarjala z ljudmi, ki ne upajo narediti korak, kaj bojo oni rekli o tem, kaj jaz delam. Danes, ko sem to počistila, zdravilno molitvijo dekodiranja, in če imate te strahove, seveda vas vabimo v ženski krog notranjega preporoda, kjer sistematsko delamo na tem, da pač počistimo, da meditacijo naredimo, da vam pošljem potem meditacijo, da te stvari pač vodeno predelamo v zaprti skupini in da je tudi varen krog, kjer lahko govorite. No, bom dala povezave spodaj, prav. Ampak po drugi strani, zdaj, če pogledamo, da mogoče ne sledite temu, kamor vas pelje vaša duša, zaradi strahu, da vas bo nekdo obsojal. Da bo nekdo rekel, poglej, tole Micko iz sosednje vasi, ki ni bila najboljša v šoli, zdaj pa ona kar nekaj govori. Glede, jaz nam nikdar pozabila. Ko sem pisala ta prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, 10 let nazaj, imeli smo obletnico valete, se pravi osnovna šola. Zdaj smo imeli 40. obletnico, 10 let nazaj smo imeli 30. obletnico. No in kaj se je zgodilo? Sedimo pač za mizo in nasprot sedi ena gospa, pač zdaj gospa takrat v osnovni šoli je bila pač taka pridna punčka, piflarka.
same petice. In seveda je potem doštudirala, postala v enem podjetju šefica in me sprašuje, kaj delam. In sem rekla, da pišem knjigo o hormonih. Ona reče tako, kdo bi si mislil, da bo iz tebe kaj ratal? Jaz sem se posmejala, sem se rekla, kdo bi si mislil, kdo bi si mislil. Pa ne, da sem imela slabe ocene ali pa karkoli, ampak nisem bila pa piflarka, veste. In to pomeni, in tudi fakultete nisem zaključila. Se pravi, ljudje, ki se želijo dokazati štemplji, s titulami in tako naprej, bojo kazali na druge. Ta je tak. In prva zadeva, no zdaj pa to že mogoče ta peta. Če imamo potrebo potem, da obsojamo druge ljudi, kaj se zgodi? Jaz vam povem, ki sem jaz imela težavo. Nekoč, 30 let nazaj, na morju. Seveda sem imela prijateljico, ki so bile na isti ravni in sva sedeli na klopci in opravljali druge ženske, ki so bile, koliko je debela. Prav to, koliko je debela. Glejte, ko nekoga obsojaš, kakšno postavo ima, sploh slabšalno, koliko je debela, koliko je grda, koliko je, ne vem, karkoli, pomeni, da takrat avtomatično povzročiš, da se tvoja presnova upočasni in da postaješ točno taka, kar obsojaš pri drugih. Pomisel. Jaz vem, da sem imela potrebo potem, da obsojam druge ljudi, zdaj tega nimam več. Potrebo potem, da se primerjam z drugimi ljudmi. Odkje to izvira? Katera čakra dela narobe? Kaj je tukaj narobe? To je korenska čakra. Korenska čakra, ki je povezana s tem, kdo jaz sem, kakšno mnenje imam o sebi, moja temeljna prepričanja, kako stojim, kako se upam postaviti, kako zagovarjam, kako znam postavljati meje. In zdaj upam, da sem se v življenju že majčkeno naučila, kakšno stvar povedati, ampak zdaj dejansko naredim tako, ko mi nekaj ni, dejansko mi ne lažje napisati sporočilo. V tej in tej situaciji jaz občutim to in to in zaradi tega sem se odločila, da bo to in to in to. A koga obtožujem? Ne. Kako komunicirati potem, da ne komuniciramo iz svojih ran? No, to je pa zdaj naslednja lekcija. Komunicirati iz tega jaz je to čisto nekaj drugega kot ti. Ti mi delaš to, ti nisi to, ti bi mogel to, ti bi mogla to, nisi naredila to. Kar pomislim. Kakor gremo v to vibracijo, ti si to, je tako, kot da bi držal v roki mitraljez in je drrrrm, strelaš. In ko strelaš proti drugim, ljudje občutijo napad. Kako poteka ta zdrava komunikacija? Se pravi, začnemo prvo. Jaz občutim, ne vem, prideš iz službe domov, nihče nič ne naredi, polno korito, umazane posode, iz stroja nihče ni zložil ven. Po tleh, Bog si ga vedi kaj, mogoče še v kopalnici nekdo pusto umazano perilo na tleh. Kaj se zgodi? Ti si to, bi mogel to. Kaj se zgodi? Ljudje v naši družini se počutijo napadene. Če pa greste z druge strani, jaz, in pristopite z mirnega stališča, se pravi, ko boste počistili to, moram biti žrtev, takrat boste lahko normalno funkcionirali. Da počistiš, moram biti žrtev, zdravilna molitev dekodiranja in to počistite. No, v glavnem, kako potem komuniciraš s svojo družino? Danes je za mano naporen dan. A ni čist nekaj drugega? Se pravi, jaz to občutim, da je zame pač utrujena samo tega, ker je naporen dan za mano. In potem opišeš situacijo, kaj vidim. In to, kar vidim, v lijaku umazana posoda, na tleh umazane cunje, res bi bila vesela, če mi lahko pomagaš pri tem. Se pravi, kako vidim rešitev. Kaj občutim, kaj vidim in kako vidim rešitev. In če bomo na ta način funkcionirali, ne iz te žrtve, in smo spet pri tistem vzorcu mame, moram biti žrtev, ker jaz sem mučenica, ker Jezus je umrl na križu za nas, zdaj bom pa jaz umrla na križu za mojo družino. Ne.
Ne. Gre se za to, da jasno komuniciramo in da druga zadeva sprejmemo dejstvo, da tudi če nekaj ni ta trenutek, bomo preživeli. Da tudi če ni ta trenutek vse idealno, še vedno sem živa. Tudi če ta trenutek nimaš popolnega zdravja, ne vem, da imaš neko zdravstveno težavo, nek organ sigurno dobro deluje. Ali pa imaš mogoče vid, da vidiš to prebujajočo pomlad, ali pa imaš sluh, pa slišiš te ptičke, ki žvrgolijo, žuborijo. A me razumeš? Se pravi, tudi če imaš ta trenutek neko zdravstveno težavo in nek del telesa je energijsko obremenjen, zato ker je tam energijska blokada, neko čustvo pripeto gor, je nek drug del telesa še vedno zdrav. Se pravi, mi lahko damo pozornost na vse tisto, kar je. Tudi če nimaš popolnega zdravja, tudi če nimaš dovolj denarja, še vedno imaš zdravje, imaš noge, lahko greš na sprehod, še vedno je toliko in toliko stvari, kar je. Tudi če nimaš idealne službe, mogoče pa zaslužiš za to, da lahko preživiš, ali pa si mogoče plačaš kakšen hobi in investiraš v tvojo radost in mogoče bo ta tvoja radost ratala na dolgi rok tvoj poklic. Ali pa recimo, nekdo, ki ne more imeti otrok, a je on lahko srečen brez otrok? Pač sigurno lahko. Ali pa če si samska, si samski, a si lahko sam srečen? Ja, lahko. Seveda človek pomislil, in v dvoje bi bilo lahko lepše, sigurno, ampak dokler ne počistimo svojih strahov, svojih teh energijskih blokad, kaj se zgodi? Slej ko prej bomo prišli v najbolj ljubečem partnerskem odnosu do navzkrižnega ognja. Ti si meni to in to in to in to, ti nisi tega. Ko pride kriza, delujemo po vzorcih. No in zato se bomo zdaj pogovarjali naprej. Kako bomo počistili vzorce, po katerih delujemo? No to je pa na ta način, da vzamete v roke knjigo, ko imajo čakre žur, in greste lepo po vrsti in greste z mišičnim testom pregledati korensko čakro. Prvi program, moram potlačiti čustva in naredite mišični test. Moram potlačiti čustva in grem nazaj, to je zame neresnica. Kako se dela mišični test? Resnice sem že govorila, si bom zapisala, se pravi, dam povezavo, mišični test resnice, dobite od spodaj, ali prav? Se pravi, mišični test. Mišični test, ok. Druga zadeva, potem strah me je postaviti meje. Ne, mene pa ne. Aha, ja. Jaz vem, kje sem jaz imela včasih problem postaviti meje, ker sem se bala, da ko bom postavila meje, bom izgubila ljubezen. Pomislite? Se pravi, če bom postavila meje, bom izgubila ljubezen. Se pravi, bom samo prijazna, se bom samo strinjala, bom samo imela nasmeh na ustih, pa bo vse v redu. Ne bo, pač nažalost ne bo. In to je program, po katerem deluješ. Strah me je postaviti meje. Potrebo imam potem, da za vsako ceno ugajam. Grem nazaj, zame ne. Ko nekdo prekorači moje meje, jih niti ne zaznam. Ampak zakaj jih ne zaznam? Zato, ker jih nimam. Zato, ker jih nimam. Ker če nimaš meja, kako boš zaznala meje? Če jih nimaš. Strah me je, da bi ostala sama. No, to je pa pol temeljni strah. In zdaj, kar me je pa strah, da bom ostala sama, bom pa pristala na vse. Strah me je prihodnosti. To je vse korenska čakra. In pomislite, zdaj seveda pomislite, ampak tega je toliko. Vem. Ja, tega je toliko. To so virusi, to so energijske blokade na našem svetlobnem telesu in te energijske blokade so povezane z ostalo energijo v tej bombici energije. Tle noter.
To je povezano z DNK duše in dejstvo je, da mi bolj kot postajamo svetli, bolj postajamo privlačni, bolj postajamo mladi, pretočni z energijo. Pač, ko počistiš. Kako počistiš? Tako, da si zavestno vzameš čas, tako kot vsak dan umiješ zobe, zjutraj in zvečer, vsak dan narediš zjutraj in zvečer eno kratko meditacijo za čiščenje podzavestnih vzorcev. Isto. Tako kot si vsak dan vzameš čas, da se nahraniš, poskrbiš tudi na to, da nahraniš svoje čustveno telo. Tako kot vsak dan vzamemo čas za to, da zmigamo svoje telo, da naredimo neke vaje, da gremo na sprehod, tako pomembno je, da skrbimo za svoje čustveno telo. Tako kot vsak dan poskrbimo, da se naspimo, tako pomembno je, da vsak dan nahranimo čustveno telo. In če vidite, da vam je težko to delati, pač dobrodošli v ženskem krogu, kjer pač to delamo enkrat na teden, vodeno, in potem dobite te posnetke in če želite, lahko pogledate, če pa ne, ali pa še enkrat prevrtite, še enkrat naredite meditacijo, drugače pa se enkrat na teden naredite nekaj, da vnašate svetlobo svoje energijsko telo. Ja. Preden gremo na meditacijo, bom vseeno šla par sporočil, kar prehodu na novo dobo. Se pravi, za tole dušico, ki tole posluša, ki mogoče ima strah v sebi še vedno glede preživetja, stvarnik, kaj tej dušici sporočaš, kaj je zanjo res pomembno, da sliši, da ozavesti, da se tega začne zavedati. Zavedaj se, da tvoj svet je miren, da sama se odločaš za mir, da je to tvoja izbira. Se pravi, vse, kar vnaša nemir v tvoje zavedanje, odstrani. Naslednja, podpirate vse stvarstvo. Ti si ljubljeni otrok stvarstva, ti si ljubezen. Nebovzeti mojstri, vranična čakra. Vseeno vam bom še prebrala tole, da vidimo vranična čakra. Vranica, da si boste lažje predstavljali, vranica je na levi strani, tako lepo drebri noter, na zadnji strani, tako v bistvu mečka nad pasom, mečka nad ledvičnimi žlezami. Vranica filtrira kri in je povezana zato, da dobesedno podpalubje našega telesa napolni svetlobno energijo. Zadovoljstvo je tvoja izbira. V vsakdanjem življenju lahko najdeš drobna zadovoljstva, v ljudeh zlahka najdeš lepe lastnosti. Vsak dela najbolje, kar zmore, tudi ljudje, ki so te razočarali, so delali najbolje, kar so znali. Blagoslavljaj jih z ljubeznijo in jim dovoli, da odidejo iz tvojega življenja. V redu, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni, dovoljujem ti, da odideš iz mojega življenja. In dovoljuj, da si kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo. Naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo te podpira pri potovanju v srce. Še eno sporočilo. Bodi bolj prijazna do sebe. Blagodejno sprejemaj sebe in druge. In zdaj, če se zavedaš tega, da drugi niso hudobni in slabi zaradi tega, ker želijo biti hudobni, ampak ne zmorejo boljš. In če je nekdo povzročil ogromno škode v vašem življenju, recimo, da ste odraščali obranjeni mami, ki ni zmogla dajati ljubezni, pomeni, da je bila tako močno ranjena, da ni zmogla. Ni zmogla dati ljubezni. In to je vse v redu. Veste, ni zmogla, se pravi, je potrebno odpustiti, zato da vi lahko mirno živite. Do sebe bodi nežna, sočutna in mila. Ta tvoja mehkoba se odraža pri vseh odnosih.
Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po tebi. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postaviš za sebe. Prepoznavaš svoja čustva in zavedaj se, da znaš razbrati tudi čustva drugih ljudi. Na ljubeč način se zmoreš postaviti v svojo moč oziroma na ljubeč način znaš povedati, kaj si želiš. Ja, in potem človeka rata strah, pa se skrije, ker je mogoče zadaj strah, kaj pa če izgubim ljubezen. Kot mehna punčka, nisi dovolj pridna, nisi to in potem pač ne govoriš, samo potlačiš in če samo tlačiš, čustva slej ko prej izbruhne, lahko tudi rak. In ja, življenje ponuja lekcije, zavedaj se, ja, to so lekcije življenja, lahkotno greš s tokom življenja. In zdaj ta lahkotnost pomeni, da stopiš čez, ker imaš izbiro. Lahko se zapletaš v drame življenja, lahko pa si preprosto rečeš, tako pač je in se nasmehneš. Ne dovoljuj, da ti energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamer. To je njihova drama. Tudi ko te želijo potegniti v svojo zgodbo, bodi mirna. Blagoslavljaj jih z ljubeznijo in sebi dovoljuj, da greš lahkotno naprej. Naj bo tvoj svet miren. Naj bo tvoj svet miren. In prav zdaj je 26, prej je bila 26 vibracija zgornje duše. Se pravi, 26 je vibracija tega zgornjega kroga, naše višje duše. In gre se za to, da pridemo do takega miru, da enostavno se steka v naš spodnji krog, sama svetloba in da ne dovolimo več, da drame življenja vplivajo na naše počutje. No, zdaj bom pa kar naredila še eno meditacijo in vas bom prosila, da spustite roke na kolena, globoko vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in v mislih ali na glas ponavljajte za mano. Na pomoč kličem vse svetle sile. Stvarnik, če je v skladu z Božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, se zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane. In zdaj tukaj ustavite svojo težavo. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Sedaj spet vdih skozi nos, izdih skozi usta, lahko date roke na čelo in izdih skozi usta, roke na prsa. Sedaj v miru si predstavljajte, kot bi sebe gledali, kot da se dvignete iz telesa in vidite sebe, kako sedite. To je vaša zavest. Vaša zavest lahko opazuje vaše telo. Opazujte se, kako sedite. In zavedajte se, da na enak način se bo zgodilo, ko bo vaša duša odšla iz vašega telesa. Opazujete svoje telo. Vaše telo ima mogoče kakšno bolečino, ampak vaša zavest je mirna, polna svetlobe. In zdaj z te točke, ko opazujete svoje telo, se zavedajte, da je vse v redu. Tudi če ta trenutek nimate ljudi okrog sebe, če ste sami, je vse v redu. Ker vaša zavest opazuje vaše telo, je vse v redu. Tudi če ta trenutek nimate dovolj denarja, je vse v redu. Vaša zavest opazuje vaše telo in vse je v redu. In tudi če ta trenutek nimate zdravja, je vse v redu. Vaša zavest, vaša duša je celostna, je polna svetlobe. Vse je v redu. In sedaj lahko opazujete,
s točke, kaj se učite skozi svoje telo. Kaj vam govori vaša duša, kaj je čas, da ozavestite. Ta trenutek dobite sporočilo, jaz zaznavam, varna si, vse je v redu, varna si. Tvoja duša je večna, varna si. In sedaj samo ta občutek varnosti položite na svoje prsi, vdihnite varnost v sebe, izdihnite in spustite roke, se zahvalite za proces zdravljenja. Varni ste. Varni smo, vse je v redu, to so samo lekcije duše, ker naša duša je v to življenje prišla z namenom, da naredi korak naprej in da prečisti karmične vozle oziroma da naredi korekcije tam, ker je v enem drugem življenju se zataknila energija ali pa v tem. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in zaupajte, vse je v redu.